Rok se je mimogrede vmes že prestavil in ni več v Montessori parku, ampak se je prestavil na ogled ptic. Gledal bo namreč ptice selivke oziroma se vsaj o njih pogovarjal. Mogoče so jih vendarle malce prestrašili tamle naokoli, kjer se zdaj trenutno potikata, a verjamem, da mu bo Brane Lapanja in pa tudi Dare Fekonja, s katerima se bo pogovarjal, da mu bosta povedala kaj več o tem, kje se sicer lahko vidi ptiče, ki jih mogoče danes tudi ne bomo videli. Rok, torej lep pozdrav na teren v Vrhniko. Lep pozdrav nazaj tudi tebi, Pija, tukaj iz obročkovalske postaje na Vrhniki. Stalna obročkovalska, kako se to sploh reče? Ja, stalna obročkovalska postaja. Tako, tukaj ob meni pa Dare Fekonja z Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Dare, prav lepo pozdravljen spet. Tukaj imamo postajo torej, in tudi mrežo za ptiče. Kaj tukaj sploh počnemo? Ja, tle se zdaj lovi vračajoče se seleče ptiče, ne, in se jih označuje ali pa se jih, če je že označen, prebere, od kod so prišle. Ne. Se pravi, ptiču, kdorkoli to dela, se pravi ta obročkovalec, ne, ga ujeme z namenom, se pravi, da mu natakne obroček. Obroček je tak kovinski okrogi nogice in ima neko šifro unikatno gor, ne, se pravi, piše gor naši obročki Ljubljana, Slovenija, potem pa neka številka, ne, se pravi, tako kot osebna izkaznica, ne. In mi, ko ujamemo ptiča, mu dodamo osebno izkaznico. Seveda osebno izkaznico po Sloveniji, ampak če gre on v Afriko, ima pa potni list, ne. Se pravi, on je vedno zaveden, kje je. Se pravi, nek obročkovalec v Afriki bo ujel ptiča z našim obročkom. Bo prebral osebno potni list, ne, se pravi, ima neko številko osebno in vidi, da je to Slovenija in pošlje podatke v Slovenijo in mi mu odgovorimo, kje je bil obročken. Se pravi, mi vemo, kako razdaljo je naredil, koliko je bil star, v kakšni kondiciji je bil, ker se to marsikaj gor piše, ne, se pravi, ker se ptiča tehta, meri in tako naprej, ne, določa spol, starost. In v bistvu to je to, no. Se pravi, mi na te mreže, ki so med grmovjem postavljene, ujamemo ptička in ga označimo in ga spustimo spet naprej, da on ima svojo pot. Vedno sem se spraševal, torej namen obročkanja je torej raziskovanje. Tako, Prirodoslovni muzej Slovenije v okviru tega v bistvu deluje SKOP. To je Slovenski center za obročkanje ptičev in obročkanje ptičev ni to neka prostočasna dejavnost, ampak je raziskovanje, ne. In raziskuje se pa lahko vse mogoče s tem načinom, ne. Se pravi, ali je ta ptič preživel takrat, ko smo ga preobročkali, koliko časa je živel, lahko je 10 let, lahko je 1 leto, lahko je 2 meseca, ne, v bistvu ga lahko nekje mrtvega najdejo, ne, če smo ga mi v gnezdu obročkali, mladička, potem zleti, ga najdejo mrtvega in lahko je samo 14 dni živ, ampak mi vemo pač, da je poginil, mogoče je bil vreme tak ali karkoli, ne. Se pravi, starost se da določiti, ne, koliko je najstarejši ptič, koliko doživljajo ptiči starosti, potem kakšne poti naredijo, ne. Če dobimo mi recimo zdaj tlele neko bičjo trstenco, ki je imela oznako Stockholm, se pravi, da je nekje iz Švedske, ne, in ona vemo, da se seli v Afriko, ne, in Evropa ve točno, kje imajo območja prizimovalna, ne, se pravi, je naredila, ne vem, 7000 kilometrov, da se je odselila, pa 7000 nazaj, pa mi ujamemo to bičjo trstnico in vidimo, da je 7 let stara, ne. Se pravi, 14 000 na let, krat 7, ne, pa vemo, koliko kilometrov je v življenju naredila. Že kar za en avto lahko bi. Kar za en avto, ja. In koliko procentualno ptičev pri nas pa sploh je obročkanih? V procentih bi težko rekel, ker je to masa, ne, ampak če gledamo količinsko, ne, recimo nekje med 70 pa 120 000 ptičev na leto se obročka, ne. Zakaj pa ravno tukaj ta postaja na Ljubljanskem barju? Se tukaj največ ptic zadržuje ali kako? A veste, kako ptiči, ki se selijo, zmeraj
iščejo nek habitat, življenjski prostor, ki njim ustreza. Ne? Neka bičja trstenca se ne bo ustavila sredi Ljubljane v enem parku, ne? Ali pa v Tivoliju, ampak se bo ustavila, vidimo tle voda, ne, grmovje in tako naprej, priročno tudi, se pravi, da lahko tle tudi malo prespiš, okay, ne, ker se ta obročkanje lahko potegne za 14 dni, ne. Tudi hrana verjetno. Hrana pa za ptiče je to. Ja. Njen habitat ji nudi hrano. Tisto, ko ona je, ne, in če bi se ona nekje druge ustavila, potem ne bi dobila hrane brez veze, da se je ustavila. Ona se mora ustaviti tam, kjer je hrana. Zato se tudi ustavi, ne, na selitvi. Ona, to je tako kot avto, ne. Mi rečemo, mi gremo od tukaj do kje. Ona isto reče, jaz bom šla zdaj od tukaj v Afriko, se pravi iz Švedske, prek nas v Afriko. In do sem izmanjka goriva in se mora ustaviti. Natankati, ne? Ja, in mora natankati. V bistvu se mora maščobo spet nabrati, da bo ona spet pol naprej šla in ji bo spet zmanjkalo in se bo spet drugje ustavila. Ne? In tukaj je taka postaja, ki ima velik habitatov, življenjskih prostorov, se pravi grmišča, drevje, te zaraščene trave, voda, ne, in tako. In zato se eni ptiči tle ustavijo. Seveda pa ne bomo ujeli nekih ptičev, ki pa ne rabijo tega habitata. Ne. Težko bomo ujeli recimo škrjanca, ne, ker on rabi take odprte površine, njive, on tam hrano išče, ne v grmovju. Ne. Zato je važno, kaj hočemo loviti. Ne. No, in katere so tiste najbolj pogoste selivke, ki jih tukaj na Ljubljanskem barju lahko opazimo? To jih je kar veliko, tako da jaz mislim, da bi raj naštel take, recimo, ki jih mogoče ljudje bolj poznajo ali pa še kakšno tako, ki jo ne poznajo. Ne? Recimo kmečka lastovka vsi poznajo, ne? Se pravi, včasih se je lovil, zdaj se ne več, so tle prenočvale v grmovju, ne? In potem se jih je ujel veliko, ne? In veliko označili in so videli, kam so pol naprej šle. Štorkla je taka selivka, ki je tudi na barju lahko vidimo, ampak pač ne ujamemo v mrežo, ne, ker je druga metoda. Pa so pa te, ki jih pa ne poznajo, ne. Recimo tamariskova trstnica, bičja trstnica, srpična trstnica, močvirska trstnica, ne, slavec, rakar. Ne. Teh ptičev je zelo veliko, ki se selijo in se v bistvu ustavljajo tle na Vrhniki, ne, ali pa na barju, bom rekel, barje. Ne. Zdaj Vrhnika je pač tle kaj bolj priročno, da je taka postaja, da se da tudi veliko mrež postaviti, seveda se mora to tudi vzdrževati, da ni kar samoumevno, da bo tle ne bo grmovja, ne, se pravi, treba je to kositi, treba pač zrihtati. Ne. Nekaj dela je, no. Ja. Kako bogato diverziteto pa Slovenci imamo? Smo lahko na to ponosni ali se stanje slabša? Stanje si tak po celi Evropi slabša, ampak Slovenci imamo eno tak košček zemlje na tem planetu, ne, da je v bistvu, da imamo vsega. Ne. Če gledaš od morja do ravnic, do hribov, do gora, do gozda, vse imamo, močviri, ne. Dobro, močvirja pustimo, so jih že kar dobro uničili, zato, ker jih izsušujejo, pa njive, pa tako naprej. No, zato pa pravim, da pol pada, ne. Se pravi, biodiverziteta, če bi jaz hotel nekje hišo delati, ne, ker biodiverziteta pomeni to, da je tam zdravo okolje, ne. Se pravi, tam, ki je najboljša, tam bi imel jaz bajto, ne. Ker tam je najbolj zdravo okolje. Ja, in tudi ptiči tako razmišljajo, ne? Isto, seveda, ja. Ja, dobro, torej, kam pa vse ti ptiči potujejo? Je od vrste različne, katero destinacijo? Od vrste je različno, seveda, ampak če gledamo mi neko Slovenijo, ne, ali pa Švedsko. Švedi ne morejo nikoli med 360 stopinj razpršenosti, od kje vse so dobili ptiča, zato ker so toliko na severu. Mi smo pa nekje na sredi Evrope, ne? In mi smo v bistvu tranzitna, v bistvu. Ja, in imamo tisto Jadran tam, ne, ki se pol razcepijo, ali grejo mimo Slovenije pa prek Hrvaške, ali pridejo iz Rusije pa grejo do Slovenije, pa naprej čez Italijo pa Španijo, ne, in take stvari se dogajajo in pol imamo mi 360 stopinj okoli nas, ko pogledamo od Rusije, Švedske
Španije, Anglije, ne pa dol, če gremo pol naprej v Afriko celo, itak pokrito, ne, imamo mi najdbe teh ptičev, ki smo jih označili, ali pa oni našega ujeli. Se je letos tudi izkazalo, da prva lastovka še ne prinese pomladi? Kdaj se je izkazalo, ja, ker so bile še pred snegom tle, tako da so moje, ker kakšna je poginila tudi, ker ni hrane, sploh če je to dolgotrajno, ne, smo rekli prej zalogo maščobe. Če ima ona dovolj veliko zalogo maščobe, pa jo preseneti vreme, potem ona črpa maščobo in preživi to slabo vreme in se spet lahko hrani. Če pa pride vsa zgonjena iz Afrike, ne, pa nima maščobe, pa da pride glih v tako stvar, pa je pa težko, ne, pa pogine verjeten, ker nima zaloge, da bi to črpala. Ne. Je za kakšne ptice selivke tudi Slovenija končna destinacija? Seveda. Zdaj, ne, recimo tukaj, ker recimo slavec, ne, slavec gnezdi prav tukaj, ne, v tem grmovju, pa gnezdi še na severu. In v jeseni, ki ga mi ujamemo, je lahko tukajšnji ali pa iz severa. Mi pa tega ne vemo, kje je bil. Ne? In potem naslednje leto pa pride gnezditev in se ta slavec vrne in ga mi spet tukaj ujamemo. In vemo, aha, ta je bil pa tukaj zvaljen ali pa tukaj, ne? In vemo, da je ta tle, ne? Ni iz severa. Isto je z lastovkami, ne? Seveda, ki jih poloviš, recimo, to jih je po moje 99% čisto iz drugje. Ne? Dari, najlepša hvala za enkrat za ta pojasnila. No, kmalu se bomo pogovorili tudi z Branetom Lapanjo, s katerim bomo govorili prav o obročkanju ptičev, tako da ne hodite daleč, tukaj le se prav kmalu vrnemo spet z Vrhnike. En lep pozdrav spet nazaj iz Vrhnike, tukaj le ob meni pa Brane Lapanja, zunanji sodelavec Prirodoslovnega muzeja in strokovnjak za obročkanje. Brane, prav lepo pozdravljeni. Hvala. Takole, čas pa je, da tudi mi poobročkamo našega ptiča. En ptič vidim, da se je ujel tjale v mrežo, tako da je čas, da tega ptiča tudi poobročkamo. Mikrofon bom predal Daretu, tako da nas prosim popeljite skozi ta proces. Izvolite. No, pa pojdimo. No, čakaj. Zdaj, vidite, se je ujel v mrežo vodomec, zelo lep ptič, že ime pove vodomec, se pravi, da mora imeti vodo, živi ob vodi, ker se hrani z ribicami in obročkovalec previdno vzame tega ptiča iz mreže, ki se je zapletel vanjo in ga da v žakeljček, zaradi tega, da se ne poškoduje. Ne? Se pravi, če mi damo ptiča v kletko, se bo zaletaval in bo imel poškodovano glavo lahko. Ne? Zdaj pa bomo nesli tega vodomca tja k mizi, da bomo to vse skupaj označili in potem ga bomo spustili. Koliko ptičev pa približno lahko takole na dan, da rečemo? Zdaj spomladi je malo manj, recimo da 50, 100, ne? Včasih 10, lahko pa tudi v jeseni, je pa s tako količino mrež, je lahko pa tudi 500 ptičev noter. Ne? Tako da, ja, količina je odvisna, spomladanska selitev je zmer bolj taka, bi rekel, ne zanima toliko ptičev več ta posnetek, ki se ga vrti, ne? Se pravi, oni grejo na posnetek, grejo spat, potem se zjutraj zbudijo in takrat se odpre mreže in potem se ujamejo oni, ki letajo sem pa tja. Spomladi jih pa ne zanima toliko posnetek, zaradi tega, ker stremijo k temu, da bi oni čim prej prišli na svoj končni cilj. Ne? In takrat je pa so manj odzivni. Ne? No, evo, zdaj je ta gospod Lapanja vzel tega vodomca. Ste videli, je pogledal obročke, ne, so majhni obročki in so veliki obročki. Se pravi, odvisno, kakšno nogo ima ptič, kakšno dimenzijo. Da ne sme biti pretesen, pa ne sme biti preohlapen.
Če je preohlapen, mu pade dol, če je pretesen, se mu zažre v nogico. Ne? In Kako pa je recimo zrast teh ptičev, če damo mlademu ptiču? Mladičem, recimo, če obročkamo kakšne pobrežnike, to se pravi te talne ptiče, ki hodijo in so še piščančki, potem jih ne moramo. Zato, ker imajo še pretanko nogo, recimo race. Ne? Mlade race imajo drobno, tanko nogico in ne moramo obročkati, ker bi obroček padel dol. Veliko raco pa lahko. Mladičev sinice pa lahko obročkamo zaradi tega, ker imajo pa že oni sami precej debele noge, ne? Tako da jim ne pade obroček. No? In zdaj v ta zvezek se napiše številko obročka, ki jo je dal na nogo, in potem vrsto, se pravi vodomec, in seveda zdaj spol se da določiti vodomcu, to je po tejle rdečem spodnjem delu kljuna, je samica, če ima črnega, je samec. In pri enih vrstah je to enostavno, pri enih je pa težje. Ne? In tle vidimo na nogi zdaj ta obroček. Ne? Ne? In zdaj seveda, ki je vse to narejen spol, zdaj starost se še da določiti, ne? Se pravi po nogah, kakšne, če ima oranžne noge, na vrhu oranžne, je odrasel, če ima rjave, je mlad, bi rekel, od lanskega leta ali pa prvoletni ali pa drugoletni, ne, to se pri tem ptiču da določiti. Zdaj pa še zmeri dolžino peruti, ne, in v bistvu vse to zapiše in še tehtnica, da se ptiča stehta, koliko je težek. In potem je upravljeno in lahko ga bomo spustili. Kar spustimo. Vse je dobro. Ja, no. Takole pa je šel. Zanimivo mi je bilo, da se ni preveč upiral. Ne, kakšni so bolj agresivni, kakšni manj, kakšni kljuvajo, kakšni ne kljuvajo, kakšni toliko kljuvajo, da te do krvi, ne, če nisi pazljiv. Tako da so različni, tudi od osebka je odvisno tako kot od človeka. Eni se pretepajo, eni pa ne. Kaj pa glede, recimo, da rečem GPS teh obrokov? Ja, to je pa tako, to obstajajo še barvni obročki, se pravi, da se da na nogo še dodaten obroček, ki je obarvan in ima neko kodo napisano, da ga lahko s teleskopom ali pa daljnogledom preberemo. Se pravi, tega ptiča ni treba več nazaj loviti, če hočemo kaj raziskovati, ampak ga lahko že kar preberemo. In tudi najdbo, ne, on mu ga ni treba ujeti. On vidi, da ima neke obročke gor, pa prebere kodo, ne, in ve, okej. Pol drugo je pa te vdajniki, ki so, ne? To so pa taki. Zdaj, za večje ptiče so oni GPS vdajniki, ki jih lahko doma na fotelju spremljaš, ne? Ki je on zdajle trenutno. Pa so pa taki vdajniki, ki so pa logari, ne? Ki pa v bistvu samo sprejemajo, kje so, ali pa vdajajo, ne, ker ne morejo, ker je premalo energije, ker bi pretežki bili, ne, jih pa se oni vrnejo na gnezdišče, ga pa probaš nazaj ujeti in potem te podatke pobrati dol, da vidiš, kje se je on premikal. Ne. Ja. Seveda so druge vrste še, zdaj ne vem, a boš ti mogoče mikrofonček prijel, sam da pokažem tole zeleno nogo tukalico, ki je taka značilna, bi rekel, kako že iz enega filma, ne? Pa se vsi sprašujejo mogoče, kakšna pa je. Pa jo bomo zdaj pokazali, ne? Kar malo večji ptič, ne? To malo večji, ja seveda, tle zdaj ta mreža je za majhne ptiče, včasih se do velikosti tam kragulja, bi rekel, kosa, ne, take. Evo. Je dejansko zeleno noga, ne? Ja, dejansko je zeleno noga, ne, tukalica.
in je v bistvu še, nima še toliko rdečega tlele gor, se pravi, da je drugoletna. Se pravi, spet lahko starost po nečem določimo. Ne? In seveda zdaj tle na tej zelenonogi tukalici vidimo te noge, kako ima dolge prste. Ne? A jo to nič ne motka hod. Ne? V bistvu ji še pomaga pri tem, ne? Zato ker ona hod po lokvanjih. Se pravi, ona lahko hod po vodi skor, ne? In se hrani, nišče žuželke in tudi pol ima gnezdo nad vodo, tako da plenilc ne more zdraven, ne? Če pač ne prileti. Ne? In ona je bolj na varnem, ne pol. Seveda zna tudi malo plavati, ne prav hitro, tako karaca, ki ima prav plavalno kožico vmes, ne? Ampak zna pa plavati tako, malo se pomatra pa gre. Ne? Ta še ni bila obročkana, ne? A že bila? Ne, ta še nima obročka. Tole bo Brane kar zdaj zrihtu, da jo nam je spustil, ne vede, da še ni obročkana. Ne? Takole. Ja. No, ampak ta se tudi malo premika, ne seli se v Afriko, ne? Ja. Je bolj stalnica, ampak se pa tudi premakne. Ne? Seveda, če jezero ali pa karkoli ta voda zamrzne, ona ne more več biti na varnem, pa ne more hrane najti, ker je zamrznila. Se pravi, mora biti neka saj taka bolj mirujoča voda in takrat se tiste žuželke gor naberajo, da jih ona pobira po vodi. Pa da predal kar Branetu. Kaj pa storite, recimo, če se večja ptica ujame v tako mrežo? Ja, zdaj ali pobegne, ne? Ker smo videli, da je bil vodomec v enem takem žepu. Ne? Se pravi, te mreže so napete med vrvice in v bistvu so prevelike. Se pravi, če veter piha, so tako kot jadra. Če pa ne piha, se pa poleže dol in naredi tak žep. Ptica zaleti v mrežo in pade v žep in ne zna ven. Zdaj velik ptič bo pa razprl peruti, ki bo noter v vratu, ne, in bo zagledal luknjo in bo zletel ven. Ne. Če se seveda kam ne zatakne tako na nogo ali pa kaj. Lahko pa tudi tako velik fazan, recimo, pa gre pa kar skozi, ne? Kaj tanka mreža, to zdaj on če šuso. Škoda naredijo. Tako, je pa taka luknja. Ja. En kvadraten meter. Je treba zakrpati potem. Tako. No, tale zelenonoga tukalica se je vseeno ujela. Zanima me še ena stvar, se pravi, ali te podatke potem unesete tudi kam v kakšno spletno platformo? Ali... Ne, v spletno ne, v bistvu te podatke se piše v obrazec, potem se pa v en program unese noter in je vse shranjen v muzeju. Ne, in seveda, ker jaz dobim podatek o tej tukalici, da je nekdo najdejo mrtvo ali karkoli, lahko sam pogledam in mu odgovorim. Ali pa tujcem. O podatkih, ki je bila obročkana, ja. Kako pa poteka sodelovanje, se pravi, s tujimi raziskovalci? Prek maila, ne? Prek maila oni meni pošljejo obrazec izpolnjen, da so najdeli našega ptiča z našo oznako. Jaz vnesem noter v našo bazo to najdbo, se razreši in potem jaz njim vrnem po mailu odgovor, pač, da je to. Aha, takole, zdaj bomo še tukalico spustili. Aha, se kar prestavimo. Takole. Aha, no. Ja, pa ne v mrežo. O, bravo, tukalici je uspelo, prav tako pa je uspelo tudi nam. Hvala, Brane, hvala, Dare, za vsa pojasnila, da ste nam predstavili malo svet obročkanja in seveda vse dobro pri raziskovanju še naprej. No, hvala tudi vam, pa če vas kaj zanima, če boste kakšno najdbo najdeli, ne, se pravi obročkanega ptiča, pa kar sporočite na muzej. Tako da ja, tudi vi lahko sodelujete pri tem, če kaj najdete, napišite, pokličite, seveda so dostopni in seveda bodo tudi vaše informacije prišle še kako prav. Hvala še enkrat, Brane, Dare, res moram priznati, sem res kar užival, veliko sem se naučil, tako da upam, da ste tudi vi kaj odnesli, toliko za enkrat z Vrhnike, sedaj pa oglasim.